Poslušaj tole. Par, ki je uporabljal nadomestno mater za rojstvo svojega otroka, ker sama nista mogla, je po 5 mesecih ugotovil, da ima njun otrok zdravstveno napako. Zahtevala sta, da nadomestna mati splavi otroka. Ko je to zavrnila, pa je pobegnila v Teksas, da bi rodila tega otroka. Potem prevzameta skrbništvo nad otrokom in zdaj jo tožita za denar, ker si je drznila roditi otroka, ki ga zdaj imata. Mislim, kako nori morajo biti ljudje. Tukaj so podrobnosti. Vestova je lani pristala, da bo nadomestna mati za par iz Kalifornije. Nosila je njunega otroka in po vseh podatkih je bila nosečnost povsem v redu do približno 20. tedna. Takrat so zdravniki otroku, ki ga je nosila, diagnosticirali redko, a hudo srčno napako. Gre za napako, ki brez niza operacij, ki se začnejo kmalu po rojstvu otroka, ne bi preživel. Takrat, pravi Vestova, sta ji par povedala, da želita, da se dogovori za splav. Starševska pravica v takem primeru je nekaj, za kar strokovnjaki pravijo, da je pogosto v pogodbah o nadomestnem materinstvu. Pogodba, ki je Vestova priznala, da jo je podpisala. Postopek je odložila za nekaj tednov in v tem času našla zdravnike na območju Dallasa, ki so te operacije v preteklosti uspešno izvedli. Paru je sporočila, da bi rada ostala na tem območju, pri prijateljici, rodila v Dallasu in preverila, ali bodo zdravniki uspešni. Mislim, sam pomislite na to. Ona je nadomestna mati temu otroku in je tako zelo mar za otroka, ki ne bo njen, da je pripravljena raziskovati, poiskati ljudi in zdravnike, ki bi lahko rešili tega otroka in ga pozdravili, kaj ne? Kako čudovito dejanje. V tem primeru. To je sprožilo vrsto sodnih bitk o tem, čigave želje, čigave pravice imajo prednost v tem primeru. Sodišča na Aljaski in v Kaliforniji so obravnavala primer. Medtem Vestova je bila v Teksasu in v sredo je rodila dečka. Njen odvetnik je povedal, da ji ni bilo dovoljeno sploh preživeti čas z otrokom. Starši v Kaliforniji še vedno uveljavljajo svoje pravice. Ta teden pa se je v spor vključila tudi zvezna država Teksas. Urad generalnega tožilca je pridobil nujni odredbo, ki zagotavlja, da bodo zdravniki v 2 bolnišnicah v Teksasu otroku nudili nujno medicinsko pomoč za reševanje življenja. Odvetnica Vestove pravi, da Vestova zdaj sama namerava poskusiti pridobiti skrbništvo nad otrokom. Starša v Kaliforniji sta predvidena kot otrokova bodoča starša in bi se pričakovalo, da bosta sčasoma prevzela odločanje za tega otroka. Toda za zdaj je to teksaška zakonodaja, ki je pristojna za otroka in določa, kaj se bo zgodilo naprej. Prav, a lahko sam rečem, da je ta ženska prava junakinja, ker je sploh šla skozi nosečnost in postala nadomestna mati in da poskuša braniti in rešiti svojega otroka, popolnoma jo podpiram. Ampak pogovorimo se za trenutek o pravni strani tega, ker če nič drugega, bi morala ta zgodba sprožiti pogovor, v katerem bi vsaka nadomestna mati, ki se odloči nositi otroka, starša, imeti vsaj popolnoma jasno že vnaprej, ali je za splav ali proti splavu. In o tem bi morali razpravljati do onemoglosti kot pogoj za imeti otroke. Poglejte, ni presenečenje, nisem za pozne splave, mislim, da je to popolno zlo in da je narobe. Ampak če bo nekdo drug nosil vašega otroka, je najmanj, kar morate storiti, da se prepričate, da se ta oseba strinja z vami glede splava, kaj ne? Ampak ta ženska je prava junakinja. Mislim, poslušajmo, kaj ima povedati v svojih intervjujih. Torej, prvotno bi morale odleteti v torek. Ampak zdaj, ko sem prestavila, bila sem v službi in moj brat, moj starejši brat, mi je čez dan poslal sporočilo in rekel, hej, poklič me, ko končaš. Samo o nečem se želim pogovoriti s tabo. Tako sem končala z delom okoli 19:30 in poklicala svojega brata. Ampak potem Mimogrede, v tem videu je noseča, še ni rodila, otrok še ni bil rojen. čez dan mi je samo rekel, hej, poklič me, ko končaš. Samo o nečem se želim pogovoriti s tabo. In tako sem končala z delom okoli 19:30 in poklicala svojega brata. In povedal mi je, kako zelo si ni želel, da bi morala. Opraviti ta poseg in vedel je, kako se počutim glede tega in kako me je bilo strah. In povedal mi je, da se je pogovoril s svojo ženo in da bi posvojila tega otroka, če bi to zame pomenilo izhod.
In on je preprosto. On je rekel, kaj ti lahko vzamejo? Imaš nas, imaš svojo družino, lahko poskušajo vzeti denar, ki ga nimaš. Mi smo tukaj zate. Poskrbljeno bo zate. In povedal mi je, koliko me ima rad. Ne glede na mojo odločitev, mi je stal ob strani, bil mi je v oporo. To mi je dalo toliko poguma in toliko upanja. V redu. Mislim, neverjetno je tudi pomisel, da vem zagotovo, da če bi ta ženska odprla kampanjo na GoFundMe za podporo temu primeru, bi imela milijone ljudi, ki bi ji nakazovali denar. Ker ljudje tako jasno vedo, da je to prava stvar. Spet, pozabimo za trenutek na pogodbe in pravni vidik, o tem se bo še razpravljalo in ugotovili bomo, kaj se zgodi, ko bodo sodišča odločila. Ampak ta otrok bi moral biti rešen in zaščiten. In če je ženska, ki nosi otroka, pripravljena to storiti in prevzeti odgovornost, starša pa vseeno želita splav, kaj ne? Mislim, resnica je, da sta ona dva genetska starša tega otroka. Torej je to velika odgovornost, ki jo morata nositi. In zato je nadomestno materinstvo zapleteno. Nisem velika oboževalka tega. Mislim, da je neverjetno v primerih, ko je to res potrebno. Je pravi čudež in božji dar, ampak je veliko bolj zapleteno, kot si ljudje običajno mislijo. Če bi se ena stvar spremenila v industriji nadomestnega materinstva zaradi tega, kar si doživela in kar še vedno doživljaš, kaj upaš, da bi bila ta ena stvar? Upala bi, da zahteva po splavu, ki je verjetno v večini pogodb o nadomestnem materinstvu, če ne celo v vseh, ne bi smela biti dovoljena v pogodbah. Mislim, da bi to spremenili. Ljudje bi drugače gledali na to, da sploh vstopijo v to in plačajo nadomestno mater, če bi menili, da ne morejo prositi ženske, da to stori, kar pa tudi ne bi smeli. Kako bodo videti naslednji tedni in meseci zate, McKenna? Vzela si bom čas in še kakšen mesec nosila tega fantka. Nato pa upam, da ga bom lahko spremljala skozi njegov boj po rojstvu in skozi operacijo. A ni to neverjetno? No, mimogrede, Nashin Gilkar in Omar Ahmed, 45, sta starša dojenčka. McKenna West je stara 28 let in ona je tista, ki se za to bori. In McKenna je resnično angel. Dojenček se je rodil, takoj opravi operacijo, ki mu rešuje življenje, na dojenčku, ki ga je West pomenovala Gabriel. Zdaj je pod skrbništvom staršev, ki so ga tako obupano želeli splaviti. In iskreno, to mi ni všeč. Mislim, da je to narobe. Inges, preprosto. Nisem vedela, kaj naj naredim. Zaradi te pogodbe sem se počutila zelo ujeta in kot da nimam nobene besede. Ampak v svoji duši in srcu sem vedela, da želim zaščititi tega malega dečka. In nesrečo je bil moj brat. Bilo mu je položeno na srce, da me pokliče. In ne morem si predstavljati, kako je, če ti rečejo, da moraš splaviti otroka. Da moraš. ja, Da moraš splaviti otroka pri 5 mesecih. In glej, pravna vprašanja glede tega so povsem drugačna od mojih občutkov in od tega, kar čutijo ljudje, ki to gledajo. Resnica je, da če imaš nadomestno mater, ki je pripravljena skrbeti, roditi otroka, najti nekoga drugega, ki bo skrbel za otroka, to je nekaj, kar bi moralo biti vsaj pravno upoštevano. Razumem, da je podpisala dokumentacijo in ni razumela tega, ter si nikoli ni mislila, da jo bodo prosili naj splavi otroka pri 5 mesecih. Norost, da te prosijo naj splavaš otroka pri 5 mesecih, je popolnoma nora. To je popolnoma živo, čudovito bitje v telesu človeka. Ne razumem, kako lahko ljudje mislijo, da je to normalno. Ampak o tem se moramo kot družba pogovoriti, ker če bo nadomestno materinstvo postalo nekaj običajnega, ta ženska je prava junakinja. Pravno gledano ne vem, ali je to, kar počne, v redu ali ne, ampak je junakinja, ker je pripravljena narediti vse, da reši tega otroka. In to je nekaj, o čemer bi morale nadomestne matere vsaj na začetku govoriti starši otroka. Smo usklajeni, smo na isti strani. Nobena ženska ne bi smela nikoli biti v situaciji, ko ne želi splaviti otroka pri 5 ali 6 mesecih, starši pa to od nje zahtevajo. Kakorkoli zdaj jo tožijo, ker je rešila njunega otroka. In si lahko predstavljate, da ste ta otrok? Dojenček Gabriel bo odraščal z zavedanjem, da sta ga starša, ki ga zdaj imata, želela mrtvega in tožila žensko, ki mu je rešila življenje. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.